Lepo pozdravljeni v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova. Veseli smo, da ste se lahko danes udeležili te naše prireditve in toplo upamo, da ob 200-letnici muzeja v prihodnjih dneh lahko priredimo še kakšno. Danes smo se zbrali zato, da v bistvu s ponosom predstavimo to zajetno monografijo avtorja dr. Tomaža Lazarja z naslovom Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije, zaščitna oprema od visokega, srednjega do zgodnjega novega veka. V današnjem programu je kar nekaj zanimivih točk, poleg te predstavitve še delavnica za otroke, vodeni ogled razstave in ogled depojskih predmetov, ki jih že lahko vidite zunaj. Najprej bi kar k besedi povabila direktorja Narodnega muzeja Slovenije, dr. Pavla Carja. Hvala lepa, lepo pozdravljen tudi z moje strani in strani Narodnega muzeja Slovenije. Jaz sem zelo vesel, da danes predstavljamo 16. po vrsti knjigo iz serije Virov, s katerimi predstavljamo zbirke Narodnega muzeja Slovenije. S to knjigo, ki je bistveno bolj obsežna kot vse prej, tako po vsebinski kot oblikovni plati, so dr. Tomaž Lazar in ekipa, ki je sodelovala, postavili nove standarde. Tako po vsebina, kot boste videli, je izjemno bogata, mnoge strani oklepov in zaščitne opreme so obdelani, po drugi strani smo šli pa na bolj bogato oblikovanje, kvalitetnejši tisk in pa format A4, ni več tisti majhen format, kot je bil prej. Seveda to ni zadnja iz te serije, serija se bo nadaljevala, ampak vsaj kar se vsebinskega dela tiče, bo to knjigo težko, nemogoče preseči, težko pa tudi doseči. O vsebini ne bi toliko govoril, saj so vsi sodelujoči tukaj, posebej avtor. Jaz verjamem, da vam bo knjiga všeč, kot je bila všeč meni. Hvala lepa. Poleg avtorja bodo monografijo predstavili tudi recenzenta dr. Tomaž Nabergoj iz Narodnega muzeja Slovenije in dr. Jaka Burja z Inštituta za kovinske materiale in tehnologije in profesor dr. Peter Pfeiffer iz oddelka za materiale in metalurgijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Zdaj pa, da ulovimo časovnico, kar povabim avtorja dr. Tomaža Lazarja. Ja, hvala. Zdaj, zamišljeno je bilo, da boste na začetku nekaj besed povedala še recenzenta, kolega Tomaž Nabergoj in Jaka Burja, tako da jaz bi predlagal, da njima pustimo par minut, ne? Potem bi pa jaz predstavil samo vsebino knjige. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Ko sem dobil nalogo kot eden od 3 recenzentov, da preberem, da ocenim tipkopis te knjige, monografije dr. Tomaža Lazarja, nisem vedel, da bo nastala tako krasna, oblikovno dovršena in seveda tudi bogato ilustrirana knjiga. Vedel pa sem, da bo napisana v lepem jeziku, vedel sem, da bo na strokoven način pa vendarle razumljivo predstavlja tematiko, in seveda na tako visokem strokovnem nivoju, kot je v bistvu odlika dobre strokovne oziroma znanstvene literature. In Tomaž seveda je s svojimi deli doslej to vedno zasledoval in je seveda tukaj tudi to potrdil. Tako da je eno množstvo podatkov in spoznanj na svoj način znal povezati zanimivo, eno živo pripoved, seveda skupaj s podpornimi fotografijami in slikami, ki so sestavni, včasih pa tudi izhodiščni temeljni del za njegova izvajanja. Tako da je ta knjiga vsekakor vse skozi znanstveno utemeljena, je, kako se temu reče, metodološko neoporečna, tako če recimo gledamo zgodovinsko stroko, kot če gledamo seveda obravnavo ožje vojaško-zgodovinske tematike in pa seveda tudi v obravnavi konkretnih muzejskih predmetov. Upošteva najnovejša znanstvena spoznanja, to seveda ni nekaj novega pri Tomažu, ampak vendarle ne,
Če pogledamo bibliografijo, na koncu vidimo, da je taka knjiga, bi rekel, utemeljena, ne, na najnovejših spoznanjih, seveda tudi s pregledom tistega, kar je bilo dotlej vse narejeno, govori pa seveda ne samo o zgodovinskih okvirih, o teh predmetih, ampak tudi o izdelavi te opreme, o konstrukcijskih, tehnoloških značilnostih. In gotovo takšno delo ne more nastati kar v kratkem času, ampak seveda izhaja iz številnih krajših del raziskav. Če boste šli pogledati bibliografijo, boste videli 25 del, pri katerih je bil Tomaž udeležen sam oziroma sodelavci v zadnjih 15 letih, kar samo za sebe seveda govori o njegovi, recimo temu, plodovitosti, znanstveni oziroma tudi raziskovalni zagnanosti. Izhajajo pa seveda vse te raziskave, ki so zdaj kulminirali v tej knjigi, tudi iz njegove disertacije iz leta 2009 o vojaški zgodovini slovenskega ozemlja od 13. do 15. stoletja in se navezujejo na muzejske razstave, na muzejsko delo, ki ga je opravil. Posebej tukaj izpostavim razstavo Vitez, dama in zmaj iz leta 2012 in seveda postavitev stalno muzejsko postavitev tukaj na Metelkovi. Ta knjiga je izrazito interdisciplinarna. Treba je poudariti, da gre za prvo temeljno in celostno objavo tega gradiva v našem prostoru. Tako da je seveda postavljeno muzejsko gradivo v en celovit zgodovinski kontekst vojaških dogajanj na slovenskem ozemlju, tudi seveda v širšem okviru in upošteva praktično poleg teh materialnih virov, tudi druge, pisne, likovne, se pravi, poskuša celostno zgrabiti eno tematiko, ki je na prvi pogled, se jo da odpraviti hitro, ampak se jo ne da odpraviti hitro. Posebej to pomembno, se pravi, da gre obravnava v tej knjigi v en širši kontekst razvoja zaščitne opreme, pa tudi se pravi tehnologije, okleparske tehnologije skozi čas. To velja za en pregled, ki si ga je Tomaž drznil in ga je uspel narediti, zelo pregledno, v bistvu od prazgodovine pa do danes, z raznimi referencami, z raznimi primerjavami, s katerimi v bistvu lahko opazimo, pa bi rekel vedno znova, pritrdimo avtorju, ko izvaja nova spoznanja in seveda da poudarek na to obdobje od poznega srednjega veka, od visokega srednjega veka tam do zgodnjega novega, recimo do 17. stoletja. Bistveno, da izhaja iz materialnih virov, v katalogu jih je 66, ampak seveda ti so cilj pa hkrati izhodišče te študije. To pomeni, da vendarle preko poglobljenih analiz teh predmetov, preko primerjav z domačim tudi tujim gradivom povezuje te predmete v en nov sintetičen prikaz. Tako muzejskih zbirk, kot seveda tudi te zaščitne opreme. Sestavni, bistveni, zelo pomemben del te razstave so naravoslovne analize predmetov. O teh bo več povedal kolega dr. Burja. Drugače pa seveda bi lahko pritrdil vsem, ki so že ugotovili, ki so polistali knjigo, pa poznajo vsej malo tematiko, da gre za izvirno delo, v marsičem pionirsko, ki seveda je rezultat odličnega sodelovanja Tomaža s kolegi iz naravoslovnih strok. In jaz mislim, da bo postalo seveda standardno referenčno delo tako za našo stroko, kot seveda, ko bo prevedeno v angleščino, upam, da kmalu tudi za tuje strokovnjake. Tako da ne vem, če zdaj še kakšen presežek večji, ampak vsekakor jaz iskreno čestitam avtorju Tomažu Lazarju, vsem sodelavcem in seveda želim vam, da ko boste brali, boste tako uživali v pripovedi, ker tukaj gre za pripoved, kot seveda videli potenciale, ki jih ta knjiga prinaša in seveda, tako kot je že rekel direktor našega muzeja, postavlja nove standarde za muzejsko delo, pa tudi seveda za vojaško zgodovinsko stroko oziroma za, recimo temu, širše slovensko zgodovinopisje v celoti. Hvala lepa.
Hvala lepa. Zdaj pa torej vabim še dr. Jaka Burjo z Inštituta za kovinske materiale in tehnologije. Ja, hvala za besedo. Prva stvar, ko sem dobil povabilo od dr. Lazarja, je bilo najprej presenečenje, kaj pa je to spet ena knjiga. Ne dolgo nazaj so kolegi sestavili eno knjigo ob v bistvu tisočletja metalurgije, ki je bilo zelo obsežno delo. In sem bil najprej presenečen, kje imajo ti ljudje toliko energije, da še eno knjigo skupaj spravijo. Pač sem začel to brati, sem bil zelo prijetno presenečen, prvič, kako lepo je napisan. Moram reči, da sem prvo užival v branju, že dolgo časa nisem. Zdaj ponavadi delamo recenzije znanstvenih člankov, pa to, pa zdaj tehniki po naravi nismo glih najbolj, ko bi rekel, bogati z besedami, vse malo suhoparno, pa to je bilo odlično za brati, to je bilo res tak užitek. Kar sem pa najbolj vesel, je pa to, da sam se pelj kot hobi s tem ukvarjam. Zakaj? Zdaj mi metalurgi, ki se ukvarjamo s tem področjem, smo precej zasedeni. In sicer precej smo zasedeni z industrijskim delom in pa z raziskavam, ki so nujne za to, da lahko mi nadaljujemo svojo kariero, da poglabljamo znanje. In tukaj se je naredila ena velika vrzel med tem, kaj bi mi lahko naredili oziroma kako dobro bi vse skupaj popisali, pa med tem, kaj smo naredili. In tukaj sem videl eno res izjemno, izjemen dogodek, pa eno izjemno delo, ki se trudi to vrzel zapolniti. Sicer mi stališča tehnike smo res tukaj že desetletja nekako malo zaostajali, nismo se res s tem ukvarjali. In v zadnjih letih so se zopet začeli s tem ukvarjati, kolegi in na naravoslovno-tehniški fakulteti in pa seveda potem tudi pri nas na inštitutu. In zelo sem bil vesel, da se je avtor odločil, da bo vključil tudi nas tehnike v to in je dal velik poudarek tudi na sami metalurgiji. In za katerega koli inženirja metalurgije, ki se vsaj malo spozna na mikrostrukture jekla in pa na tehnologijo izdelave jekla in železa, je to izjemno zanimiva knjiga. Kajti avtorji so se res potrudili in šli iskati prave izraze, tega izjemno veliko manjka. Čisto kot en primer, zdaj v zadnjih letih je zelo popularno kovaštvo. Veliko mladih se spet s tem ukvarja. In vsakič, ko se pogovarjam z temi mladimi kovači, v bistvu spoznam, da se moram pogovarjati v angleščini, da se sploh zastopimo. Noben ne pozna osnovnih izrazov, recimo konča se že pri kaljenju, popuščanje pa take stvari grejo mimo njih. Vsi govorijo o temperiranje pa take stvari, ki so v bistvu ene spakedranke. In ta knjiga je naredila to prav za ta zgodovinski aspekt metalurgije, da je to popisala in to zelo previdno, pa vidi se, da v bistvu s tresočo roko smo popravili nekatere strokovne izraze. In jaz mislim, da že samo zaradi tega je to res veliko delo. Tako da še enkrat iskrene čestitke avtorjem in pa priporočam branje, knjiga je res estetsko izjemna, zanimiva za brati. Če je kdo iz kakšne tehniške stroke, tudi vidi zraven take sočne detajle, ki pridejo skozi. Tako da, hvala. Hvala lepa obema recenzentoma za lepe besede. Zdaj pa nam bo monografijo predstavil dr. Tomaž Lazar. Dober dan, spoštovani obiskovalci. Veseli me, da ste se udeležili današnjega dogodka in poskusil bom v naslednjih 40-45 minutah malo bolj natančno
pojasniti ozadje nastajanja tega dela, pa tudi seveda samo vsebino. Kot je bilo na začetku izpostavljeno, je knjiga Oklepi 16. zvezek po vrsti, ki je šel v monografski seriji Viri. To serijo izdajamo pod okriljem oddelka za zgodovino in uporabno umetnost in tudi je bilo že izpostavljeno, da je to prvi zvezek doslej, ki je šel v večjem formatu, obsežnejšem. Upam, da nam bo uspelo take dimenzije izdaj tudi v prihodnosti obdržati, pač podoben nivo. V sedanji obliki, torej monografija obsega slabih 400 strani slovenskega besedila. Dejstvo je, da seveda vsaka taka publikacija nujno zahteva tudi angleški prevod. Na temu delamo kar intenzivno, tako da upam, da v kakšnih 6 mesecih bodo tudi angleščine vešči bralci lahko prešli do te publikacije. V številnih pogledih se je delo na tej monografiji, priprave so se pokazale za kar zahtevno nalogo. Za začetek že zato, ker v slovenskem jeziku nimamo kaj dosti podobnih študij opravljenih. Tako v smislu terminologije kot tipološkega, strokovnega znanja smo tukaj v precej velikem zaostanku. In to seveda za vsakega preučevalca tematike, ki skuša postaviti svoje delo na neke trdnejše temelje, to pomeni kar veliko težavo. Dejstvo pa je seveda, da nobena znanstvena študija ne nastane sama od sebe in tudi ne od enega samega avtorja, vsaj težko si to predstavljam. Pri tej knjigi je bilo to vsekakor dejstvo. Tu dolgujemo zahvalo dolgemu nizu kolegov, ki so tako ali drugače prispevali svoj delež. 3 recenzenti so bili tukaj udeleženi s svojim strokovnim znanjem na sveti, 2 od njih ste imeli ravno kar priložnost spoznati. Tudi še Miha Preinfalk, seveda je bil tisto 3. oseba, ki je ravno tako bistveno pripomogla meni kot avtorju, da sem lahko kakšna vsebinska poglavja izostril. Nadalje, specialisti metalurgi. Poleg slovenskih kolegov, profesor dr. Petra Pfeifferja, ki bo potem za mano tudi predstavil svoj del upravljenih analiz, je bilo tukaj še kar nekaj strokovnjakov, ki so nam pomagali. Kolega Jakob Krajner, žal ga danes ni med nami zaradi nujne obveznosti. Pred leti smo zelo plodno sodelovali tudi z enim od vodilnih svetovnih arheometalurgov, britanskim strokovnjakom dr. Alanom Williamsom. Tudi del njegovih raziskav je vključen v to pričujočo monografijo. Naslednji vidik, ki je zelo pomemben. Ta knjiga je dokaj bogato opremljena s slikovnim materialom. Vsega tega seveda ne bi bilo brez resnično velikodušne pomoči celega kupa kolegov, raziskovalcev, fotografov, ki so vsak po svoje priskočili na pomoč. Gospod Furlan z Umetnostno-zgodovinskega inštituta ZRC-ja SAZU je prispeval velik delež. Potem kolega Andrej Jazbec, ki je danes tukaj in sem tudi prav posebej hvaležen, restaurator ZVKDS, naš kolega Igor Dolinar in še kdo. Potem posebno dodano vrednost tej knjigi gotovo dajajo posebej za ta namen pripravljene risarske rekonstrukcije. Izdelal jih je Martin Fojan, tudi naš že kar dolgoletni sodelavec, če tako rečemo, čeprav je bilo tokrat prvič, da smo se na tak način lotili priprave historičnih rekonstrukcij slikarskih. No, tukaj si lahko pogledate potem na mizi primere večjega dela ilustracij, ki so tudi objavljene v knjigi. Svoje sta seveda opravila tudi lektor Borut Petrovič Jesenovec in oblikovalka Polonca Strman. Brez vseh teh ljudi seveda končnega izdelka ne bi bilo vsaj ne taki obliki. Zakaj pa so oklepi zanimiva in navsezadnje pomembna, čeprav pošteno povedano dokaj eksotična tema? To seveda zahteva malo razmisleka. Če pogledamo celotno zbirko orožja in bojne opreme, ki jo hranimo na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost, vidimo, da to gre za dokaj obsežno zbirko, ki šteje skupno približno 3500 eksponatov. Med njimi je seveda najrazličnejših tipov zaščitne opreme najdemo, pa tudi seveda napadalnega orožja, hladnega, ognjenega in tako dalje. Ampak zaščitne opreme same, torej oklepov, čelad, ščitnikov za ude in česa podobnega, je pa dejansko relativno zelo malo. Vsega skupaj samo okrog 150 predmetov, torej nekaj odstotkov celotne zbirke orožja.
Ne glede na to, pa je med tem gradivom precej pomembnih eksponatov. Tudi nekaj takih, ki bi si zaslužili precej bolj poglobljeno preučevanje, pa se to do zdaj žal ni zgodilo in ta manko skušamo nadoknaditi tudi s sedanjo objavo. Poleg tega pa boljše, raznovrstnejše zbirke historične zaščitne opreme v Sloveniji niti nimamo. Še najbližje pride zbirka Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, ki je po številu eksponatov tudi bogata, je pa precej bolj enodimenzionalna v tem smislu, da gre večinoma za oborožitev iz določenega zgodovinskega konteksta, torej iz poznega druge polovice 16. stoletja. Naš namen je bil v knjigi predstaviti vse primerke zaščitne opreme v naši zbirki, ki izhajajo iz obdobja od visokega srednjega do zgodnjega novega veka, oziroma natančneje od 12. do 17. stoletja, z nekaj izjemami, kot smo videli celo iz 19. stoletja. Torej, vse gradivo, ki je plod evropskega ali pa zahodnega obrtnega izročila. Torej, v tem pogledu smo se odpovedali objavi primerkov iz tujih oziroma neevropskih kultur, ravno tako smo iz našega pregleda izpustili v večji meri, čeprav ne v celoti, tudi seveda historicistične replike ali pa ponaredke, tudi tega nekaj v naši zbirki se najde, prav tako zaščitno opremo iz mlajših obdobij, zlasti iz 20. stoletja. Tudi tega seveda nekaj imamo, zlasti iz časa po druge svetovne vojne. Tako da na koncu pridemo do skupno 66 kataloških enot, kar je pravzaprav zelo malo, ampak ključ objave pa je v tem, da presežemo golo kataloško publikacijo. Muzejski predmeti so namreč zgodovinski viri, ampak to v resnici lahko postane, še reči, jih znamo postaviti v nek širši izpoveden kontekst. In zato smo si zelo prizadevali, da bi posamezne predmete umestili v čas in prostor, tudi v njihovo namembnost, navsezadnje tehnologije izdelave. In to je potem narekovalo vsebinsko razdelitev knjige na takele poglavja. No, tukaj je samo za občutek to nanizano, spravi kazalo same monografije, v nadaljevanju pa bomo se na hitro sprehodili skozi posamezne vsebinske sklope. Zaščitna oprema v našem muzeju je sestavni del zbirke orožja in bojne opreme, ki se v Narodnem muzeju Slovenije oziroma njegovih predhodnikih postopoma nabira že praktično vse od ustanovitve muzeja leta 1821. Največ gradiva take vrste smo dobili v času med obema svetovnima vojnama in to večinoma s nakupi oziroma prevzemi večjih zaključenih zasebnih zbirk. Tako da v času malo pred drugo svetovno vojno se je recimo v stavbi Narodnega muzeja že izoblikovala kar spodobna historična orožarna. Ampak večja težava je bila, da se s tem gradivom v resnici ni nihče prav posebej poglobljeno ukvarjal. Tudi v naši inštituciji, torej v Narodnem muzeju, je bil dejansko prvi kustos, ki se je natančneje posvetil vojaško-zgodovinski dediščini starejših obdobij, šele Ferdinand Tancik, dolgo časa tudi edini slovenski muzealec, ki se je sploh specializiral za preučevanje starejšega orožja. In njegove študije so bile v tistem času, torej najplodovitejše njegove obdobje so bile 60. in zgodnja 70. leta, preden ga je prehitela žal že zelo zgodaj smrt. No, to njegovo delo je dejansko veljalo za pionirske študije, ki so ostale še dolgo časa nepresežene. Ampak vendarle je to z veliko vnemo začeto delo je imelo seveda marsikakšno pomanjkljivost. In ena težava, ki se vleče pravzaprav še do današnjih dni, je nezmožnost, pogosto je bilo to nezmožnost ločevanja med replikami ali ponaredki in avtentičnimi eksponati. To je seveda ena stvar, ki jo v resnici šele z uporabo naravoslovnih analiz lahko v celoti pustimo ob strani. Torej šele pogled naravoslovca nam lahko da v določenih primerih tisto odločilno besedo. No in dejstvo je, da v zadnjih desetletjih pa kljub vsemu opažamo svež zagon, večje zanimanje za preučevanje historičnega orožja in bojne opreme. Eden od korakov na tej poti je seveda tudi objava naše monografije o oklepih. Upamo, da bomo s tem uvedli nekoliko boljše vedenje, nekoliko bolj poglobljeno vedenje o tej tematiki v slovenski prostor
Želimo si tudi, da bi na ta način spodbudili še kakšnega akademskega raziskovalca. Na vse zadnje, tudi v slovenskih muzejih je še kar nekaj take dediščine, ki si zasluži obravnavo. V naslednjem vsebinskem sklopu smo želeli pokazati zgodovinsko obdobje, torej oris zgodovinskega obdobja, iz katerega izhajajo pač naši muzejski eksponati, ki so v knjigi potem natančneje opisani. Torej, zakaj je vojaška zgodovina za Slovence relevantna tema? Čeprav jo v bistvu zelo slabo poznamo in se z njo res bolj malo ukvarjamo. Osnovna zakonitost ozemlja, na katerem živimo, je njegova prehodnost, je njegova lega na stičišču pomembnih prometnic in seveda tak prehodni položaj skozi zgodovino vedno znova za sabo potegne vojaške grožnje. Tako da v resnici je bila srednjeveška in zgodnjenoveška preteklost naših dežel kar pošteno razgibana, tudi bolj ali manj traumatičnih vojaških dogodkov ni manjkalo. Ampak če želimo zelo nasplošno povzeti nekaj točk, ki so zaznamovale ta razvoj, torej v visokem srednjem veku je to najprej uvedba feudalizma, novega družbenega sistema, ki za sabo potegne tudi nov način vojaške ureditve. V njej je dominantna sila seveda oklepljeni vitez, konjenik. V 14. stoletju potem sledi vzpon najemništva, vojskovanje za denar, ki tudi v tujino pritegne številne bojevnike slovenskega prostora. In stoletje pozneje vidimo seveda vse večjo vlogo pehote, smodnika, ognjenega orožja. Potem v drugi polovici 15. stoletja pa sledi nova epizoda, pritisk Osmanskega imperija, no in to potem postane dedni sovražnik, ki tudi v našem kolektivnem spominu pusti zelo globoke sledi. Tako da poleg Benečanov kot ene od konkurenčnih sil na našem zahodnem obrobju oziroma zahodni meji je bila zlasti protitureška obramba tisti faktor, ki je potem narekoval razvoj vojaške organizacije v našem prostoru praktično vse do konca 17. stoletja. O zaščitni opremi na Slovenskem v srednjem in zgodnjem novem veku lahko marsikaj izvemo tudi, če odmislimo materialne ostanke. Torej tudi pisni in likovni viri v tej tematiki povedo ne tako zelo malo. In to je tema naslednjega sklopa. Če se želimo malo podrobneje spustiti v to, kakšno oborožitev so nekoč hranili na slovenskih gradovih, seveda v tem imamo nekaj pisnih pričevanj. Iz zgodnejšega obdobja, iz 14. stoletja, so najbolj znani seveda inventarji Škofjeloškega gradu. Nekaj podatkov se najde tudi v notarskih knjigah in tako naprej. Od sredine 16. stoletja pa se pojavi še eno novo bogatstvo informacij in to so zapuščinski inventarji, torej popisi posameznikove lastnine, ki zlasti v primeru moških, ampak občasno tudi žensk, ki so kdaj kaj podedovale, najdemo marsikdaj tudi solidno zalogo oborožitve oziroma vojaške opreme. Torej, skozi taka pričevanja se seveda da povedati kar nekaj o tem, kako se je podoba oborožitve s časoma spreminjala. Še očitnejše pa so te spremembe seveda vidne v likovnih upodobitvah, v likovnih virih. Njihova interpretacija ni vedno povsem enostavna, ampak če se osredotočimo zlasti na cerkveno stensko slikarstvo v slovenskem prostoru in neposrednem zaledju, takoj čez sedanjo republiško mejo, najdemo kar pisano število zanimivih upodobitev. Zlasti za čas 14. in 15. stoletja so to zelo pomembni viri, ker je pač materialnih ostankov toliko manj. Zgodba zase so pa tudi klesani viteški nagrobniki, praktično tridimenzionalne upodobitve vojne opreme, včasih zelo detaljne, včasih malo fantazijske. Žal za čas pred letom 1500 imamo takih upodobitev v lokalnem prostoru zelo malo, iz 16. in zgodnega 17. stoletja pa kar precej, kar lepo število. Tukaj se pokaže na koncu, da seveda slovenski prostor ni poznal lastne okleparske tradicije, ni bil veliko središče proizvodne vojaške oborožitve ali česa podobnega. Temveč so zaščitno opremo in tudi druge vrste orožja večinoma uvažali iz tistih glavnih evropskih obrtnih središč v južno-nemškem oziroma severno-italijanskem prostoru.
In zgodovinski viri zelo jasno kažejo, da je bila na Slovenskem zlasti južno-nemška okleparska šola najvplivnejša. In to nas zadnje ne preseneča, kajti iz istega prostora smo posvojili tudi prevladujoč sistem vojaške organizacije. Naslednji sklop pravzaprav pomeni odmik od strogega zgodovinopisnega pogleda v malo širše teme. Kaj pravzaprav je oklep, kako funkcionira, kako je treba oklep zasnovati, da deluje v praksi. No, temu je namenjeno poglavje, ki presega gole kronološke meje in se poskuša s to temo soočiti tako v sedanjosti, ko oklep spet prihaja nazaj na bojna polja, oziroma že kar veselo se vrne nazaj na bojna polja. Osnovna definicija oklepa pa niti ni tako zelo enostavna, ampak v resnici gre na najosnovnejšem nivoju za pripomoček oziroma oblačilo, ki je namenjeno temu, da vojaka v boju zaščiti pred poškodbami. Ideja za kaj takega verjetno izhaja že iz živalskega sveta. Kako priti do tega cilja, zaščito vitalnih delov telesa, pa je seveda stvar, na katero je možno najti številne odgovore, številne tehnične rešitve. Skozi čas so zaščitno opremo izdelovali iz različnih surovin, ne samo iz kovine, tudi iz organskih materialov, recimo usnja, tekstila, česa podobnega. V našem času celo iz keramike, sintetičnih vlaken. Ampak osnovni namen vsake take konstrukcije je vendarle skupen. Pri čim manjši masi zagotoviti čim bolj optimalno zaščito, ne da bi okrnili gibljivost uporabnika. Poleg tega pa ne smemo spregledati, da oklep načeloma nikoli, niti v današnjem času, zlasti pa ne v preteklosti, ni bil samo funkcionalni izdelek, vedno je tudi do neke meje statusni simbol. Lahko je športni rekvizit, namenjen ne za bojevanje, ampak za turnir. Lahko je nenazadnje modni dodatek, lahko je kostum v jeklu. Tudi to je bilo nekaj, kar je bilo zlasti v 16. stoletju pri ploščnih oklepih v Evropi zelo očitno. Tipološki sprehod skozi različne vrste zaščitne opreme smo začeli s ščitom. To je seveda najenostavnejša tehnična rešitev, kako se zaščititi pred udarci, pred izstrelki. Zgodba, ki se vleče od prav zgodovine pa do sodobnosti. Osnovni namen ščita je seveda izdelati pripomoček za obrambo bojevnika, ki ga držimo v roki. Lahko je to bolj ali manj pasivni zaklon, lahko je tudi do neke meje orožje, ki se uporablja aktivno, nenazadnje za odrivanje, udarjanje nasprotnika. In v tej vlogi navsezadnje ščite najdemo še danes v policijski opremi in podobno. Žal pa smo z materialnimi ostanki ščitov v slovenskem prostoru precej bosi. Naslednji material, ki se je uporabljal za izdelavo zaščitne opreme, in to pogosto spregledamo, sta usnje in tekstil. Usnje seveda je material, iz katerega se da narediti zaščitni jopič, nekaj takega kot je recimo tole, ampak kljub vsemu zaradi visoke cene surovin živalske kože taka zaščita ni najenostavneje dostopna. Pač pa je cenovno sprejemljivejša in precej časa, tudi v poznem srednjem veku, zelo aktualno alternativo predstavljajo tekstilni oklep, torej jopič iz več plasti, ponavadi platna ali kakšnega podobnega blaga. Seveda gre po tehnološki plati tukaj za neko produkcijsko pot, ki se popolnoma razlikuje od kovinskega oklepa. Se je pa koncept tekstilnega oklepa, ne glede na videzno primitivnost, v bistvu izkazal za zelo uporabnega. Če pomislimo na današnje mehke zaščitne jopiče, gre za isti princip, številne plasti blaga nanizamo, tako da zagotovimo bolj ali manj neprebojno zaščito. Ključna razlika med sodobnim jopičem iz kevlarja ali pa kakšnim srednjeveškim prešitim oklepom je kvečjemu uporabi materialov, torej platno smo zamenjali z neprimerno bolj zmogljivimi sintetičnimi vlakni. Tudi tukaj imamo težavo, ker je materialnih ostankov zaščite iz organskih materialov v Sloveniji zelo malo oziroma praktično nič. Imamo pa nenazadnje pisne in likovne dokaze, da je šlo za vrsto opreme, ki je bila pri nas kar razširjena. No, ampak kovinski oklep je načeloma tisto, kar imamo pri diskusiji o tej temi najprej pred očmi. Začetki kovinskega oklepa segajo najmanj 3500 let v preteklost, verjetno še nekaj stoletij več, in najpreprostejša, najlažje izvedljivejša rešitev, kako do tega priti,
je izdelati veliko število manjših kovinskih ploščic, recimo lusk. Te luske na enem robu prevrtati oziroma preluknati in potem luske prešiti na tekstilno osnovo oziroma oblačilo. Luskasti oklep je v številnih pogledih najenostavnejša vrsta kovinske zaščite, ki se lahko zamislimo, tudi obvladljiva na zelo skromnem nivoju metalurškega znanja. No, ena podobna varianta pa je navsezadnje nekoliko poznejši lamelni oklep, torej kombinacija kovinskih lusk, ki so med seboj zvezane, torej odpade potreba po tekstilni podlagi oziroma nosilcu. Ampak zanimivo je, da že zelo zgodaj, praktično v času okrog leta 1400 pred Kristusom, pridemo tudi do prvih prototipov ploščnega oklepa. V Mikenski Grčiji se recimo že najde kaj podobnega. Najznamenitejši primer je seveda tukaj iz Dendre na Peloponezu. Šlo je seveda za rešitev, ki je bila takrat na zelo primitivni stopnji razvoja. In v praksi, tako zaradi visoke cene surovin kot tehničnih omejitev, se celo postaven, bolj ali manj popoln ploščni oklep tega tipa seveda ni mogel uveljaviti v splošni uporabi. Predvsej bolj pa se je branasta pločevina izkazala za izdelavo čelad, zaščitnih pokrival in tudi preprostih prsnih oklepov. Navsezadnje tudi v slovenskem prostoru imamo dokumentiranih nekaj zelo lepih primerkov tega tipa, lahko si jih ogledate nenazadnje v naši muzejski zbirki na Prešernovi. Naslednja tehnična alternativa, ki je pa sploh v številnih pogledih nekaj posebnega, je verižnina oziroma verižni oklep. Njegov izum je tudi težko popolnoma točno umestiti v čas, ampak okrog leta 300 pred Kristusom so zagotovo v srednji Evropi že obstajali mojstri, ki so znali iz žice narediti tkanino oziroma pletenino spleteno iz žičnih obročkov. Praviloma je verižni oklep sestavljen iz pletenine, v kateri je vsak obroček trdno zaprt, bodi si kovaško zvarjen, bodi si zakovičen z miniaturno kovico. In potem je vsak obroček spojen s 4 sosednjimi. No, eno od poglavij smo namenili tudi rekonstrukciji te proizvodne poti, ki je tehnično pravzaprav enostavna, dokaj primitivna. Zahteva pa vseeno posebej prilagojeno orodje in res veliko potrpljenja in časa, tako da v današnjem svetu bi seveda ročno izdelavo take pletenine zelo težko komercialno upravičili, ampak v preteklosti s tem ni bilo takih težav. Verižninarstvo je pač veljalo za eno od okleparskih vej oziroma panog zelo razširjenih v Evropi. Verižnina je zaradi kombinacije svojih lastnosti praktično do konca srednjega veka veljala za najbolj razširjeno ali pa najbolj univerzalno vrsto zaščitne opreme v evropskem prostoru. Ključna prednost te rešitve je, da kombinira po eni strani trdnost kovine oziroma kovinske žice z gibkostjo tkanine ali pletenine. Zelo enostavno je ukrojiti v oblačila, lahko po potrebi tudi seveda iz posameznega oblačila, če je poškodovano, dozamemo kose pletenine, jo predelamo, recikliramo, zagotavlja zelo dobro zaščito pred rezanjem, nekoliko manj pred obodi in še najmanj pred topimi udarci. Glavni problem je pa zelo zamudna izdelava. Za tako srajco bi potrebovali najmanj 500 do 600 ur dela in kakšen kilometer železne žice, ki je seveda včasih ni bilo možno kar kupiti v Bauhausu, ampak je bil že proizvod tazga izdelave takega polizdelka, je zahtevalo seveda velike energije. Razvojna pot, torej evolucija zaščitne opreme pa je dosegla svoj vrh potem s ploščnim oklepom. Torej po prazgodovinskih prototipih, ki so pomenili prvi korak na tej poti, se je v resnici nova razvojna stopnja začela odvijati potem šele v 13. stoletju. Ta pot je bila zapletena zaradi več dejavnikov, no, ampak eden od ključnih je bila metalurgija. Namreč železarski obrati še v 14. stoletju, praktično vse do poznega 14. stoletja, niso bili sposobni zagotoviti dovolj velikih železnih oziroma jeklenih polizdelkov za izdelavo večjih zaščitnih segmentov. Tako da, če pogledamo obdobje visokega srednjega veka, bi iz tega časa iz železne pločevine običajno izdelovali samo čelade, eventualno še ščitno grbo, ostali del telesa bi varovala tudi pri najbolj opremljenih bojevnikih verižnina. No, v prvi polovici 13. stoletja pa se zgodi premik.
Torej, pojavi se tendenca po uvajanju toge zaščite, togih ščitnikov, ki so najprej dopolnjevali vrežnino, je niso nadomestili in tudi v začetku zaradi precej preprostejše tehnike obdelave so tako togo zaščito večinoma izdelovali iz organskih materialov. En tak primer je utrjeno usnje, usnje, ki po novejših in najbolj prepričljivih raziskavah ni bilo recimo prekuhano v vodi, ampak je bilo toplotno obdelano suho, torej segrevanjem na zmerno visoki temperaturi, verjetno manj kot 100 stopinj, vsekakor na ta način lahko primerno strojeno, torej nekako na pol strojeno usnje utrdimo v dokaj odporen trd material in ga lahko tudi zelo lepo okrasimo. Torej, kot naveš za izdelavo kakšnega imenitnega turnirskega oklepa, dodatne zaščite, šlemnega okrasja in podobno. Eksperimentiranje z organskimi materiali je bilo v tem času nekaj, kar je okleparjem dalo cel kup navdiha. Dejstvo je, da ne razumemo še vedno popolnoma jasno, zakaj je sploh prišlo do takega uvajanja toge zaščitne opreme. Ena od bolj znanih razlag je, seveda, da je treba ta proces povezovati z vse intenzivnejšo uporabo zmogljivih vojaških lokov oziroma samostrelov, nenazadnje tudi spremembami vojaški taktiki z začetkom pehotnega vojskovanja v večjih dimenzijah, kar je tedanji viteški eliti seveda predstavljalo vse večjo grožnjo. V naslednji fazi se je pokazalo, da organski materiali kljub vsemu niso optimalna rešitev. Torej, okleparji so se usmerili v nekoliko drugačne konstrukcije. Najbolj prikladna med njimi je bila v obliki jopiča oziroma telovnika, na notranji strani okrepljenega s prikovičenimi železnimi ploščami. Tako je nastal oklepni jopič, okrog leta 1250 že kar razširjena zadeva, navadno ne samostojen oklep, ampak dodatna zaščita prek verižne srajce. V naslednjem stoletju, torej sredi 14. stoletja, opazimo še alternativo jopiča tega tipa, in sicer brigandino, zelo podoben oklep, ki je pa sestavljen iz veliko manjših ploščic in veliko večjega števila ploščic, seveda. Torej bolj fleksibilna zaščita, precej zamudnejša za izdelavo, ampak tehnološko zelo enostavno. Evropski obrtniki so se zavedali, da konstrukcija oklepa, ki je v bistvu odvisna, katerega trdnost je odvisna od tekstilnega nosilca, s tem, da je tekstilni nosilec dejansko na zunanji strani in zelo izpostavljen poškodbam, da to ni optimalna rešitev. Kaj pa se da narediti? Odgovor se zdi logičen. Uporabljati vedno večje kose pločevine, iz njih izdelati ergonomsko oblikovane sklope in torej sestaviti zaščito, ki v skrajni točki pokrije bojevnika od glave do pet. V času okrog leta 1400 do prvih let 15. stoletja ta konstrukcija dozori, najprej v severni Italiji, nastane ploščni oklep, torej celopostavna garnitura, ki je bila v osnovi namenjena težko oboroženemu elitnemu konjeniku, vitezu. Pehota oziroma vojaki nižjega rodu takega oklepa ne bi uporabljali, načeloma bi uporabljali lažje tipe zaščitne opreme. In potem v 15. stoletju okleparstvo, torej izdelava ploščnega oklepa, doživi razcvet. No, to seveda lahko ilustriramo tudi s pomočjo Martinovih ilustracij. Primer značilnega italijanskega in nemškega sloga ploščnega oklepa v sredini 15. stoletja. Torej, v obeh od teh dveh proizvodnih središč so se izoblikovale nekoliko drugačne konstrukcijske rešitve, po eni strani pogojene z drugačno modo, z drugačno estetiko. Italijani so imeli recimo zelo radi zaobljene oblike, v nemškem prostoru so bile bolj v modi ostre linije, ki so poudarjale višino, vitkost telesa. Za temi estetskimi razlikami se pa skriva navsezadnje tudi kakšna pomembna konstrukcijska razlika. Naprimer v konstrukciji ramenskih ščitnikov, ki so v italijanskih oklepih običajno asimetrični. V načinu konstrukcije prsne plošče, v tem primeru dvodelne in tako dalje. Okrog leta 1500 so se kljub vsemu take originalne razlike začele zmanjševati, vsaj kar zadeva osnovno konstrukcijo ploščne garniture. Okleparska tehnologija je takrat dosegla zenit
za najboljše mojstre tega časa praktično oblikovanje pločevine v poljubne oblike ni bilo več noben problem. In kupcem, ki so si to želeli, so lahko izdelali tudi izjemno ekstravagantne oklepe, ki so bili oblikovno lahko dobesedno že kostumi, ne bi imeli več prave bojne funkcije, tehnološko bili pa kljub vsemu izdelani za tiste čase vrhunskih materialov in tudi toplotno obdelani. Vse to je bilo znanje, ki se je takrat okrog leta 1500 nakopičilo do te meje, da izdelava ploščnega oklepa več velikih tehnoloških skrivnosti ni imela. Ampak zaradi množične porabe ognjenega orožja se kmalu pokaže, da celo postane ploščni oklep izgubila pobudo na bojnih poljih. Večina bojevnikov je začela opuščati nošanje take kompletne garniture, pojavila se je drugačna tendenca, torej kovinski oklep, ploščni oklep nositi predvsem na vitalnih delih, eventualno še najbolj izpostavljenih delih telesa, kot so recimo roke. Ampak zlasti vitalne dele, kot je trup, vrat, glava, zaščititi maksimalno, torej z oklepom, ki je izdelan iz debelejše, močnejše pločevine in je zaradi tega seveda težji. In to pomeni, da dokler želimo težo garniture še obdržati v določenih sprejemljivih mejah, se moramo tistim manj pomembnim delom zaščite pač odpovedati, recimo zaščiti za noge, golenicami in podobno. Po drugi strani se je v tem času razvila tudi že serijska proizvodnja, po zaslugi katere je bilo mogoče za zelo nizke cene ponuditi kar zmogljivo zaščitno opremo, seveda relativno poenostavljene izdelave. Tak primer so pehotni, tudi konjeniški oklepi množične proizvodne, ki bi bili dostopni skoraj da vsakomur. Torej v času proti koncu 16. v začetku 17. stoletja bi si enostaven vojaški oklep takega tipa poprečen obrtni delavec, pomočnik lahko kupil z 1 ali pa 2 mesečnima plačama, kar seveda ni prav velika vsota. Tako da sredi 17. stoletja na zahodu pridemo do točke, ko se kovinski oklep večinoma opusti. Enostavno ognjeno orožje postane prevelika nevarnost, kovinski oklep pa v tej tekmi ne vzdrži, ne zmore konkurirati. Namreč okleparji bi že bili sposobni izdelati ploščni oklep, ki bi zaustavil tudi izstrelki z muškete, ampak seveda bi bil tak oklep zelo težak, pretežak, preveč naroden za uporabo in navsezadnje to nima smisla. Tako da od tega časa naprej jeklena čelada in prsni oklep ostaneta samo še del oborožitve težke konjenice oziroma kirasirjev. V habsburškem prostoru se ta tip konjenika dejansko pojavlja na bojnih poljih še precej dlje kot kje drugje na zahodu, torej v drugih zahodnih armadah so recimo kovinske čelade opustili zelo kmalu, tudi prsni oklep se je počasi umaknil, dočim zlasti na jugovzhodnoevropskih frontah, seveda v bojih proti Osmanskem imperiju, je habsburška armada še precej časa uporabljala kovinski oklep, ravno zaradi tega, ker je Osmanska armada bila nasprotnik drugega tipa. Nasprotnik, ki je manj pozornosti daje ognjenemu orožju in precej več boja od blizu oziroma konjenici. Zato taka zaščita navsezadnje še imela svoj smisel globoko v 18. stoletje. No, zdaj oklep se lahko znajde tudi kot lupina helikopterja ali kakšnega letala. Mislim, da v tem primeru sicer ne gre za tako plovilo, ampak dobro. Malo je bilo intermeca. No, zdaj za konec vam bom pa predstavil osrednji del knjige, torej kataloški del. Tukaj boste lahko pogledali, vsaj približno dobili vtis o tem, kakšno gradivo iz tega konteksta hranimo v našem muzeju. Pozneje si bomo nekaj eksponatov pogledali še od blizu, torej depojskih eksponatov in tudi tistih na stalni razstavi, ampak za en tak pregled je vseeno tudi PowerPoint lahko čisto praktično sredstvo. Torej, naš namen je bil v tem sklopu predstaviti vrednotenje zbirke zaščitne opreme kot celote. Preveriti dosedanje datacije, preveriti seveda, ali te opredelitve držijo, po možnosti uporabiti kot dodatno orodje, v tem smislu tudi naravoslovne analize. Če začnemo s ščiti, kot sem omenil, gre za tip zaščite, ki je v našem muzeju zelo skromno zastopana.
Iz visokega srednjega veka so edina pričevanja, takile fragmenti oziroma okovje, ki ga hrani arheološki oddelek Narodnega muzeja Slovenije. Dejansko kompletnih ščitov iz istega časa pa žal nimamo. Kar imamo, so recimo 3 takile primerki železnih, dokaj masivnih železnih, neprebojnih, vsaj načeloma neprebojnih ščitov Nürnberške izdelave. No, tu nam je v nekaj primerih uspelo razvozlati tudi žige, ki do zdaj niso bili identificirani ali so bili napačno identificirani, tako da je v tem smislu naše vedenje nekoliko boljše, kot je bilo včasih. Kar zadeva verižnino, imamo v našem muzeju tudi precej zanimiv nabor. Po eni strani iz starejših obdobij izvirajo zlasti iz arheoloških kontekstov takile fragmenti, ki na prvi pogled morda niso zelo povedni, ampak v določenih primerih smo vendarle s pomočjo metalografije oziroma metalografskih analiz lahko o tem povedali kaj več. In vidimo tudi, da je med temi kosi verižnine nekaj takih, ki so izdelani iz zelo kvalitetnega jekla, celo toplotno obdelani, torej gre za zaščito višjega cenovnega nivoja. Sicer pa v splošnem prevladuje verižna pletenina južno-nemške izdelave, torej kovičena s klinastimi kovicami. Poleg verižne srajce iz 15. stoletja imamo še nekaj primerov takih verižnih rokavov, ki so se običajno nosili kot dopolnilo ploščnemu prsnemu oklepu. In kot zanimivost imamo tudi 3 fragmente, velike fragmente iz nenavadno masivnih obročkov. Po zadnjih raziskavah bi jih sam interpretiral kot dele ovratnega oklepa za konje. Žal vsi ostali deli, verjetno tudi kovinska čelna torej pločevinasta čelna plošča, niso ohranjeni. Kar se tiče primerkov ploščne zaščite iz časa pred letom 1500, smo ravno tako skromni. Gre za material, ki ga je nasploh zelo malo v svetovnih muzejskih zbirkah. Najde se recimo kakšen fragment brigandine oziroma oklepna rakavica ali kakšnega podobnega ščitnika za ude. No, najzanimivejše so gotovo 3 čelade oziroma zaščitna pokrivala, ki jih lahko datiramo od čas srednjega veka. Če gledamo po starosti, je tukaj le naličnik šlema oziroma kotlaste avbe nemškega tipa, potem zelo lep primerek železnega klobuka iz reke Ljubljanice, ki ga hrani arheološki oddelek Narodnega muzeja Slovenije. In kar se tiče novih interpretacij, morda še posebej zanimiva tale tako imenovana kotlasta avba, torej pokrivalo, ki smo ga doslej vedno znova interpretirali kot ostanek kotlaste avbe iz 14. stoletja, ampak v resnici sklepam, in tudi skušam v študiji argumentirati, da gre za približno stoletje mlajši eksponat, torej za ostanek skledaste avbe italijanskega oziroma beneškega tipa, predelan sicer, no, po neki logiki stvari se je tudi znašel pri nas v arheološkem kontekstu in je en primer, kako je včasih interpretacija arheoloških najdb zelo zahtevna. Tudi naše znanje se seveda s časoma spremenja, upam, da plemeniti, ne skisa ali kaj podobnega. No. Seveda, kar pa se tiče dela, torej zaščitne opreme kot širše kategorije, v osnovi imamo daleč največ gradiva iz časa 16. tudi še zgodnjega 17. stoletja. Najeminentnejši eksponat, o katerem zdaj ne bom kaj preveč govoril, ker je bilo že tolikrat marsikaj povedano, je seveda cela postavna ploščna garnitura iz delavnice Valentina Ziebenbergerja, v celoti tudi najintenzivneje preiskan eksponat v naši zbirki zaščitne opreme. Od druge zaščitne opreme višjega ranga, torej namenjene družbeni eliti, plemstvu, petičnim lastnikom, je še nekaj zaščitnih pokrival, recimo 2 zaprta šlema. No, pri tem je zanimivo, gre za šlem izdelan v času okrog leta 1600, so ga pa kasneje predelali. Vidimo lahko tukaj dodane rešetke, precej na novo obrezan izrez na naličniku. In po novejših raziskavah smo dognali, da to ne gre za kakšen turnirski šlem kar tako, ampak za pokrivalo, ki je bilo narejeno eksplicitno za turnirske oziroma borilne igre v mestu Pisa v Italiji, tako imenovane Gioco del Ponte. Oblika masovnega spopada
dveh ekip meščanov, ene z severnega, ene z južnega brega reke, ki sto se potem spopadli vsako leto na glavnem mestu čez reko in so se pri tem pošteno stolkli med seboj. Tako da v tem kontekstu je bilo seveda zelo fajn imeti na glavi tudi kakšno čelado in v 18. in 19. stoletju, ko so bile te igre še popularne, so ponavadi za ta namen uporabljali starejše predelane kose zaščitne opreme. Tukaj imamo recimo en tak primer opreme tekmovalcev iz 18. stoletja. Vidimo tudi v tem času tipično nošo tekmovalcev, na desni roki vidimo majhen ščit. V srednjem veku, ko so se te borilne igre začele, so se spopadali tekmovalci načeloma opremljeni z buzdovanom oziroma kijem in ščitom. No, v mlajših obdobjih je pa to vlogo nadomestil prav poseben podolgovač ščit, ki je bil namenjen tako obrambi kot zadajanju udarcev. No, še en zelo kvaliteten izdelek, ki kar zahteva malo več pozornosti, je tale pršni oklep. Morda augsburški izdelek, ampak brez žiga tega ne znamo nesporno potrditi, vsekakor iz prostora Južne Nemčije iz časa okrog leta 1580. Gotovo je pripadal plemiču oziroma nekemu imenitnemu premožnemu lastniku. Gre pa za opremo, za oklep tako imenovanega huzarskega sloga, ki je bil zelo popularen na habsburški južni meji. Zelo, zelo komplicirana je zgodba jedkanega, tako imenovanega turnirskega oklepa iz 17. stoletja. Namreč gre za garnituro, ki v sedanji obliki ni avtentična celota, ampak je bila v 19. stoletju skombinirana, praktično sestavljena iz elementov več raznorodnih garnitur. No in tukaj so se naravoslovne analize pokazali za nepogrešljive. Na tem mestu ne bom prav preveč govoril, mogoče kaj tudi raj povemo v živo ob samem eksponatu. Gre pa za to, da smo ugotovili, da večji del oklepa nesporno izvira iz obdobja okrog leta 1600. Gre za prsni oklep in del zaščite za hrbet, ki je bil namenjen težkemu konjeniku, zelo masiven, torej neprebojen oklep na prsih debeline skoraj 8 mm, dočim ostali deli so bili deloma restaurirani, deloma popravljeni, deloma dodani na novo, torej šlem je original z izjemo naličnika, zaščita za roke je bila precej popravljena, torej očitno so restauratorji v 19. stoletju dobili ročni oklep, ki je bil že fragmentiran in so določene dele izdelali na novo in tudi krilo oziroma stegenska žepa so izdelali na novo. Po golem številu je v zbirki največ primerov oklepov množične proizvodnje, namenjenih bodisi pehoti, bodisi konjenikom. Smo v obdobju nekako med sredino 16. in prvo polovico 17. stoletja. Torej, poleg enostavnih pršnih oklepov tega tipa imamo tudi značilna zaščitna pokrivala, čelade kot so jurišne albe, morioni. V isto kategorijo sodijo tudi recimo zaščita za vrat oziroma vratniki in ramenski ščitniki. Pri tem se splača morda poudariti to, da tudi za potrebe sedanje raziskave smo precej teh eksponatov dejansko prvič združili v celoto. Torej, v naši zbirki je bilo kar nekaj fragmentov kosov zaščitne opreme, pri katerih so povezovanje slini, jermeni in kovice že zdavnaj propadali in na neki točki smo se znašli z praktično merkator kartonskimi škatlami polnimi nekih fragmentov pločevine. In tu je bila pomembna zasluga naših kolegov restauratorjev, Nataše Nemeček in Igorja Rabarja, ki sta v kratkem času, praktično nekaj mesecev pred dokončanjem knjige, tudi mi pomagala, sta te fragmente očistila, sestavila nazaj v celoto in seveda zato smo jih lahko vključili v publikacijo. No, poleg takih fragmentov je tudi nekaj ploščnih rokavic, včasih v parih, večinoma samo po eno rokavico. V kakšnem primeru vidimo tudi, kaj se zgodi z eksponati, ko seveda kovinski deli se ohranijo, usne hitro propade in potem se taki sestavni členi hitro pomešajo med sabo. To je seveda problem, s katerim se tudi muzejski kustos in restaurator vedno znova soočata. In med temi fragmenti, od katerih najprej nismo pričakovali nič, na kakšne te škatele celo pisalo zelo z veliko replike ali pa ponaredki, smo vendarle našli nekaj kvalitetnih kosov, recimo ramenski ščitniki oklepa iz časa iz začetka 17. stoletja,
Potem še en tak primer ramenskega ščitnika severne italijanske, morda celo švicarske proizvodnje. Torej, to sestavljanje Lego kock se je v našem primeru pokazalo za kar uspešno, no? In sem zelo vesel, da smo to delo uspeli dokončati. Kar se tiče pa zaščitnih pokrival, je na splošno največ čelad oziroma šlemo tega tipa, torej ogreške albe, tipična konjeniška čelada, razširjena med težko konjenico še praktično do konca 18. stoletja. Iz časa 30-letne vojne ali pa prve polovice 17. stoletja se najde tudi kakšen samostojen vratnik. V tem primeru sicer vidimo en primer neposrečenega, starejšega restauriranja, namreč samostojnemu vratniku je nekdo dodal še po 2 ramenska člena, ki sicer ne pripadate originalu, ampak to se kdaj zgodi, muzealci nismo nezmotljivi. No, zadnji del te okleparske tradicije pa predstavljajo 3 prsne plašče avstrijskih kirasirjev iz prve polovice 19. stoletja. Zakaj smo to gradivo še vključili, ne pa recimo jeklenega oklepa iz prve svetovne vojne? Zato, ker gre vendarle za zadnje preostanke okleparske tradicije v Evropi, ki je še delovala na tradicionalen način. Torej, kovanje železne pločevine v tovarnah oziroma arzenalih, ki so bili dejansko nasledniki, neposredni nasledniki nekdanjih okleparskih mojstrov. Tako da pridemo do zadnjega vsebinskega sklopa, tu bom besedo prepustil kolegu Petru Pfeifferju, gre pa seveda za sklop o naravoslovnih analizah kot pomembnem pomagalu, no, s katerim smo marsikaj dodali, odkrili. Osredotočali smo se pa zlasti na določanje sestava materiala, načina toplotne obdelave, tudi konstrukcijskih pristopov izdelave plaščnega oklepa. Tako da jaz bi na tej točki zaključil, besedo prepuščam kolegu Petru. To predstavitev arheometeoroloških raziskav sem hotel predstaviti skupaj s kolegom Kranderem, ki pa je žal službeno odsoten. To je prav, naravoslovne analize so zelo dobrodošle pri raziskovanju muzejskih artefaktov, ne, ki je nam dalo lahko dosti celovit pogled v tehnološko in s tem pa tudi v družbeno stanje raziskovalnega obdobja. Ne nazadnje pa lahko tudi ocenimo pristnost posameznih artefaktov. Vendar, naravoslovne metode temeljijo na egzaktnih merljivih rezultatih, ne, in se izogibamo nekim domnevam. To pomeni, da v večini primerov mi moramo pogledati v notranjost materiala, mi moramo vzeti delec artefakta, ne, s tem pride seveda do teh prušnih metod, do degradacije artefakta in s tem smo v konfliktu z ohranjanjem kulturne dediščine. Vendar kljub vsemu, ne, nam je dostikrat dovoljeno, da vzamemo na že tako degradiranih delih artefakta drobcene vzorce, mogoče velikosti milimeter, kubični milimeter, 2 kubične milimetre, sprav dobre drobtine, ne, in potem skušamo na osnovi teh vzorcev analizirati celotno tehnološko pot in tudi povedati, kaj bi to za en material. Orodja, ki jih pri tem uporabljamo, so preprosta, to se pravi klešte, žagice, lahko so to tudi rotacijski brusilniki, a ne. Vedno se nam splača tudi označiti mesto, kjer smo ta vzorček vzeli, kajti potem tega mesta ne bomo našli več, a ne. Za samo karakterizacijo teh artefaktov je v bistvu za nas zanimiva, kakšna je mikrostruktura, kakšna je kemična sestava in pa kakšne so mehanske lastnosti. Zato uporabljamo tako neporušne kot tudi porušne metode. Tu so našteti samo tiste, ki smo jih uporabljali v objavi v tej monografiji, ne. Ti, ki so obarvani z rdečo, so lahko tako porušni kot pa neporušni, tako nekje na meji vse skupaj, ne. Pa si pogledamo, to se pravi debelino oklepnih plošč smo merili z digitalnim merilnikom debeline, potem z ultrazvočnim merilnikom trdote smo izmerili trdoto. Poglejte, tole je v bistvu predstavlja desetinko milimeter, ne. To pa so odtiski, ki nastanejo pri tej ultrazvočni meritvi trdote. To se pravi v bistvu, ker smo degradirali malo material, lahko rečemo, da je porušna, ampak vendar z prostim očesom tega ne bomo pazili, ne. Potem smo uporabili tudi rentgensko radiografijo.
S to metodo lahko presevamo skozi material in vidimo značilnosti, mogoče kakšne razpoke, poroznosti. V glavnem, temna barva pomeni tanko pločevino, bela pomeni debelejšo pločevino. Najprej vsekakor uporabimo lupo ali pa stereomikroskop, s katerim pogledamo, na grobo pregledamo artefaktov, se pravi, tukaj imamo lahko povečajo do neke 10-kratne, ne. Poiščemo mogoče kakšno znako žig, poiščemo najbolj primerno mesto za odvzem. Nenazadnje, ko tudi v grobem že pogledamo, kakšna je mikrostruktura tega vzorca, ki ga bomo preiskovali in kaj se nam splača najprej pogledati. Potem večja ločljivost, imamo ta svetlobni mikroskop, tukaj so ločljivosti maksimalno do 2000-kratne, ne. S to metodo v bistvu ocenimo, kaj imamo za ene faze, to se pravi, v tem primeru vidimo, da so to feritna zrna, to se pravi železo, nekovinski vključki, potem nas zanima tudi, kakšna je porazdelitev teh faz, kakšne so velikosti, oblike zrn, iz oblike zrn lahko ocenimo tudi potek toka materiala, ne. Nenazadnje ocenimo lahko tudi, kakšen bo delež ogljika, kajti ravno ogljik je tisti najbolj problematični element, ki ga s temi metodami ne moramo določiti. Tu pa vemo, da, bom potem pokazal. Potem naslednja metoda je vrtični elektronski mikroskop. Tukaj imamo lahko do milijonkratno povečavo. Če pa dodamo še energijsko-disperzijski spektrometer, pa lahko določimo se kemično sestavo. To je primer kemične sestave osnovne matrice, to se pravi ferita, vidite, 100% železo, ne, ferit je železo, in pa potem še kemično sestavo posameznih vključkov. Med tako imenovane neporušne predvsem metode je tudi ta rentgenski fluorescentni analizator, vendar površina je ponavadi kontaminirana, to se pravi, če res želimo dobiti verodostojne rezultate, se splača površino čistiti, mogoče celo zbrusiti, ne, in zdaj smo spet tu na meji, je to porušno ali neporušno, ne. Plod dolgoletnega uspešnega sodelovanja Narodnega muzeja Slovenije z omenjenimi inštitucijami so tudi ti trije prispevki, ki so objavljeni v tej monografiji, in večina teh rezultatov je bilo tudi že uspešno objavljena v več tako naravoslovnih kot tudi družboslovnih revijah. Najprej si pogledamo primerjavo prsnih plošč. V obdelavo smo vzeli 8 plošč, to so inventarne številke teh plošč. Za vse smo izmerili mase, to se pravi, rdeče so označene, obarvane najmanjše mase, z zeleno najvišje, isto za debeline, ne, to se pravi, od slabih 2 kil pa do slabih 6 kil so bile te prsne plošče. Tu je število meritev, kar veliko število, ne. Medtem ko smo potem debelino delili na 2 dela, zakaj? Ker na robovih je bilo dostikrat ojačano, so bili zavihki, so bili kraski, to se pravi, smo to posebej merili in vidimo, da so bile te debeline od 3 pa do 13 mm. Vsi ostali deli, tisti celotni, pa nekje od 0,6 pa do 8 mm. To nam je potem omogočilo, da smo naredili dvodimenzionalno simulacijo, na tej sliki lahko vidimo, kjer vidimo, da večja je tale pika, pomeni večjo debelino, ne. Kaj tukaj vidimo? Vidimo, da je bila debelina oklepa gradientov, se pravi, na tistem najbolj obremenjenem delu, to se pravi tam, ki je najbolj vitalni del telesa, je bila najdebelejša in potem se proti robovom stanjšuje, ne. No, na osnovi, seveda zmerali smo tudi vse dimenzije oklepa in potem so kolegi naredili še 3D simulacijo teh oklepnih plošč in rečemo implicirali vanje idealno moško telo in nekako izračunali, kakšne bi te višine teh vojščakov, vitezov, ki so to opremo nosili. Zdaj sledi še arheometeorološka karakterizacija 2 oklepov, to se pravi tega Siebenbürgerjevega in potem Jetkanega, ne. Zanimalo nas je predvsem, iz katerih snovi, katerih jekel je bil narejen oklep, po katerih postopkih.
Zanimivo nas je tudi pristnost posameznih delov oklepa in pa tudi nenazadnje namembnost posameznih delov. Prvi je ta maksimilijanski oklep, ki je bil narejen v Nürnbergu v 30. letih 60. stoletja v delavnici mojstra Valentina Siebenbürgerja in spada tudi med enih najbolj eminentnih kosov zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Vse dele smo stehtali, celotna masa je približno 40 kg, pri čemer je največja masa zabeležena pri prstni plošči, kar je tudi najbolj pričakovano. Zmeraj smo tudi debeline. Tukaj so prikazani samo tili trije sklopi deli oklepa, ki ščitijo najbolj vitalne dele telesa. Kaj vidimo? Tukaj od čela proti zatilju na vrhu temena je debelina najdebelejša, približno 2,4 mm in potem pada nekje do slabega milimetra, to se pravi 0,6 mm celo. Potem prsna plošča, zopet vidimo, da je največja debelina tam približno 3,5 mm na prsnem in trebušnem delu in potem pada tam, imam predebele prste. No. Pada potem tam nekje do milimetra, to je pa tale hrbtna plošča, debeline tu zelena 1,5 mm in se potem spusti tam do 0,7 mm. To se pravi posod vidno to gradientno skovane plošče. Mikrostruktura vseh teh, ki so tu prikazani, je mikrostruktura feritna, to so feritna železna zrna, so sploščena. Kaj to pomeni? To pomeni, da so te zadnje faze kovanja narejene v hladnem ali pa toplem stanju, da ni prišlo do rekrizacije. Prav tako vidimo sploščena ta temnejša, to so nekovinski vključki. Ti podolgovati so ponovadi na silikatni osnovi, medtem ko potem vidimo še tele manjše, drobne, ti so bolj krhki, se drobijo, to so pa predvsem na feritni osnovi. Zanimivo so potem tele tri mikrostrukture, potem ščitnik leve roke, vidimo, da je bil not en pas perlita. Kaj je to? Perlit ferit ima tudi napisano. Približno sestava, masni del je približno dvakrat več kot v osnovni matrici. Zanimivo je tale prstna plošča, vidimo, da to je edini primer, kjer je mikrostruktura rekristalizirana, to se pravi, so večja zrna. Zakaj? Zato, ker to je bilo vzeto na robu, na ovratniku prstne plošče, ki je bila debela tam med 7-12 mm, to se pravi, bilo sigurno kovano v vročem tekom celotnega postopka in prišlo potem do rekristalizacije. Zopet zanimiva pa tale mikrostruktura naličnika, 6% perlita, izredno je čista, to pravi, skoraj ne najdemo nekovinskih vključkov, kar je dosti jasen pokazatelj, da gre za izdelavo, ki sega saj nekje na začetek te industrijske revolucije. To se pravi, je bilo potem v 19. stoletju dodano tekom rekonstrukcije. No, pri teh radiografskih raziskavah, kaj vidimo? Vidite, tole so udarci kladiva. Tukaj, ko je belo, svetlo pomeni, da je debelejša, pločina je bila zapognjena, tukaj, ko je temna, so pa pač rebra. Zaključki, to se pravi, ta oklep je bil izdelan iz treh jekel, feritnega, feritno-perlitnega in pa feritno-perlitnega dodatka mangana, to je bila prstna plošča. Predvsem cela teža pa masa oklepa je bila zmanjšana na dva načina. Prvič, tisti deli, ki so ščitili manj vitalne dele telesa, so bili narejeni iz tanjše pločevine, tisti, ki pa so ščitili bolj vitalne, kot se pravi prstna plošča, hrbtna plošča, šlem, pa gradientno, to se pravi iz debele proti robovom na tanke dimenzije. In pa po vsej verjetnosti je bil tale naličnik narejen kasneje. Še tale oklep, to je oklep, ki nekje spada v 17. stoletje, bil lahko da paradni ali pa za turnirske igre. Že na samem začetku smo nekako slutili, da vsi deli oklepa niso originalni. To smo potem tudi potrdili. Je lep,
lepi jedkani motivi, vojaški motivi so na njemu, ne? In kar poletje, recimo to so lamele tega stegenskega ščita, kako se slika, risba lepo nadeluje iz ene lamele v drugo, ne? To se pravi vrhunski brtni izdelek. Tudi ta oklep smo stehtali. Vidite, tukaj smo ta zgornji del oklepa, ne? Nima spodnjega, in če primerjamo zdaj tole maso za Ziebenbürgerjem, vidimo, da je kar za 12 kg težji tale del, zgornji del oklepa, ne? Zakaj? Ja, že zaradi tega, ker je tudi pločevina skoraj 2-krat debelejša, ne? Tukaj pogledamo tole šlem, vidimo, tam je bilo pred 2,4 mm, zdaj govorimo o 5 mm, ne? Zopet najbolj jačen je tale del. Tukaj smo govorili o 3,5 mm pri Ziebenbürgerju, tukaj imamo zdaj od 6 do 7 mm in potem gradientno pada debelina tu na 2 mm, 3 mm po robovih. Zanimiva so tudi tega stegenska ščitnika. Lamele, iz katerih sta narejena, so debeline 1,6 mm in to je izredno enakomerne debeline, odstopanje je bilo samo plus minus nekaj stotink milimetra. Zmerali smo tudi trdote. Tukaj vidimo po Vickersu ferit ima 90, pelit ima 230 Vickersov, ne. Te trdote so vse primerljive s temi mikrostrukturami, sipanje med njimi pa je predvsem vzrokov v tej mešani mikrostrukturi, predvsem pa, kadar smo naključno naleteli še na tele nekovinske vključke, ki so bistveno trši od osnovne matrice. S temi ES analizo smo naredili še kemično sestavo. Vidimo, da imajo jeklo od 97 do 99% železa in pa še te večji delež teh elementov. Zanimive so metalografije, recimo prsna plošča, to pravi, tukaj posod je v glavna sestavina ferit, ne. Tale zgornji del prsne plošče je perlitno-feritna struktura. Tukaj so zrna večja. Zakaj so zrna večja? Ja, zato, ker pride prej do fazne transformacije austenita v ferit, kot pa austenita v perlit. To se pravi, tale transformacija nastala tukaj pri višji temperaturi in pa tudi več časa je bilo na razpolago za rast zrn. V teh dveh vidimo poleg ferita še prisotnost terciarnega cementita, kar se vidi v izrazitejših mejah ferita in pa teh malih pikicah v feritu. To nakazuje, da so bile zadnje faze obdelave nekje pod 727 stopinj, mogoče tu v tem primeru, ko je bolj izrazit terciarni cementit prisoten v tudi feritnih zrnih, celo tam okoli 500 stopinj, ne. Potem tale desremenski ščitnik, zanimivo, na sredini so, pa v tem zgornjem delu so večja zrna reklasteriziran, tukaj so manjša. To pomeni, to je bilo vse skupaj kovano v vročem in počasi ohlajeno, zato so zrna lepo narasla, medtem ko spodnji del je po vsej verjetnosti še enkrat pregret, austenitiziran in potem zopet počasi ohlajan in je prišlo do teh manjših zrn. Zelo zanimiva je tale mikrostruktura levega stegenskega žepa. Vidimo, da je sestavljeno iz plasti ferita in pa plasti perlita, ne. To so dosegli na ta način, da so palice teh različnih kvalitet, to se pravi ferlita in pa perlita, kovali kovaško med sabo. To se vidi že tukaj, recimo, lep primer na meji med feritom in pa perlitom. To so ti nekovinski vključki, ki so, to se pravi, vistit in pa faelit, ne? To so vključki, ki so nastali tekom kovaškega varjenja, ne? In so bili slabo odstranjeni. To se skupaj malo spominja na tako imenovano blister jeklo, ki so ga izdelovali tu nekje od začetka 17. stoletja pa do sredi 18. stoletja, kjer so feritne takele palice dali skupaj v pakete, skupaj z ogljičnim prahom, potem v te železne škatle zavarili in dali v peči in tam 5 do 7 dni držali na približno 1050-1100 stopinj in na ta način cementirali, to je prav naogličili to jeklo. Potem so te palice vzeli ven, jih ponovno prekovali, prekovali in tako naprej. Ampak, če bi bilo to res blister jeklo, potem bi mogli biti tukaj prvič večji delež ogljika, tukaj je približno 0,35, tam bi ga mogli biti vsaj 0,6 in pa tudi gradientna bi mogli biti tale vidna gradientna
porazdelitev ogljika po priseku. Kakorkoli, vsekakor je to neki podoben postopek bil in tudi glede na to sklepamo, da je bilo to narejeno nekje na začetku industrijske revolucije, tudi kasneje je bil ta stegenski žep dodan oklepu. Zaključki, to se pravi kalota, nabradnik, prsna plošča ter ramenski ščitnik, to so originalni izdelki, vroče kovanje, gradientno spremljanje debeline, in tudi njihove mikrostrukture so primerljive in tudi te nekovinski vključki spadajo v obdobje, kjer so bili narejeni. Medtem ko stegenski žep pa naličnik so bili narejeni kasneje in tudi kasneje, v 19. stoletju, tekom restauracije dodana temu oklepu. Ko smo že rekli, stegenski sklep zaradi tega, ker je izredno čista, ne mislim zaradi te feritno-pelitne strukture, naličnik pa tudi zaradi tega, ker je izredno enakomerna debelina bila. Tu nekje, mislim, da 0,9 mm in po vsej verjetnosti je bila zvaljena. Skoraj težko se predstavljati, bi tako natančno to skupaj skoval. In to valjanje pa tudi sega na konec 17. stoletja, začetku 18. stoletja. To se pravi, tudi po vsej verjetnosti kasneje je narejeno. Še sklepna misel, to se pravi, kljub vsemu, da nam je razpolago res malo materiala, drobcen material, ki je vzet bolj kot ne naključno, to se pravi, ne moramo se držati neke sistematike, ko smo mi navajeni naših naravoslovno-tehničnih raziskavah, ker točno opredelimo, kje bomo vzeli vzorčke, tu pa tam, kjer nam kolegi dovolijo, da naredimo res najmanjšo škodo, ampak kljub vsem temu smo zdaj dokazali, da se da dosti verodostojno pokazati ali pa določati vrsto materiala in tudi nekako tudi samo tehnološko pot. Toliko z moje strani, hvala vam. Hvala lepa vsem sodelujočim. A je mogoče še kakšno vprašanje na tem mestu? Sicer bo možnost za vprašanje še ob ogledu depojskih predmetov pa ogledu stalne razstave, tako da vas zdaj kar povabimo, mogoče bo najlažje, če se razporedimo na 2 dela in gre polovica na prikaz bojevanja v pritličje, polovica pa ostane tukaj na ogledu predmetov iz depoja in ogledu stalne razstave, potem se pa čez 45 minut zamenjamo, ko bo tudi spodaj prikaz bojevanja ponovljen in zgoraj isto, tako da. Hvala lepa vsem za pozornost in uživajte še naprej.